No a jeszcze Seki rozil Nasika druza Meseca dva. Živ, danes imamo pa tle Krpana, rezalno-cepilno zadevo, rezalno-cepilni stroj. Pa najbolj gremo kar od začetka pogledati, no. Tle imamo verižno rampo, to se pravi gor do 6 kubikov hlodov naložiš, kola gor pa se pa naprej pomikajo do semla, pa to vse sinhroniziran s telim komandam pa s tole zadevco. Hlod gre naprej noter, do semla ga strakan zapele. Tle imamo pa meč, ko hlod prereže, dol pade, scep. Tle naštelaš, koliko dolga češ, v 20 centi pa do 50, do pol metra, poj pade na trak, iz traka pa v prikolco, ali pa kamorkoli pa čez hipat. 3-točkoven priklop je, da se tudi z viličarjem prekladati. Rezalno-cepilen stroj je pripet dosti blizu traktorja, tako da ni pretežek za nest. 50 konov traktor rabiš pa gor, je pa zadeva težka tam slabe tono pa pol, tono 450 je teža. Tlele ima 100 litrov olja, pa 4 črpalke, 4 hidravlične pumpe ima, to pa zato, da vsaka funkcija zase dela, da imaš ti več komand na KTUK. Ni tako, da rekel, da gre ena pa po ena, da že prvi strakam naprej, pa vkažagaš, pa cep. V glavnem to se v enem šuse vka naredi. V glavnem več komand vka naenkrat upravljaš. Ima pa tudi svoj hladilnik olja, da se ta zadeva ne prehriva. Tlele imaš tale indikator, na kardan je gnan, tlele zadnji žagane ven leti, čez tole luputo. Je pa varianta tudi dobiti tak hidravličen ventilator oziroma eno dodatno opremo, da ti poj žagane šiba direkt v kakšne jumbo žakle. Mizo imamo pripeto s hidravliko kele gor, na tele priključke. Pa če gremo še tlele spredi pogledati. Cepilni stroj, 42 pomeni, da gre do 42 premera hlod not, cep pa 18 ton. 18 ton pa tale bat vam porine na skiro. Prav varianta pa pomeni telekomande, to se pravi, ta huda izvedba je tole s elektrohidravličnim ventilom, to se pravi z joystickom, elektrokomande. Imaš pa 3 variante poj, mehanskega, pa mehansko-hidravličnega, pa tega na elektro. Enega imam še tamle skritega zadnji, tako da bomo pa še pokazali mehanskega. Tle imamo 5-metrska trak poj naprej, ki šiba drva naprej. To je tista luputa varnostna, če se tlih kaj dol zakutali, da ne pade kaj na hvalo gor. Se pa pomika trak za 12 stopinj levo pa desno. To bomo tudi še videla. Tale zaščita je zato, da ne moreš z roko kaj le not preveč posegati zaradi varnosti. Zadeva je tudi izredno varna. Tudi le tale korit je tak, da z roko lih ne dosežeš doke, da se te kaj naredva. Tudi ko tole gor dvigneš, se vse izklop, je isto, kot da je pritisnil tole stop tipko, pa dol zapreš pa naprej deva. Širino polena štelaš s temole listkam, ko 20 centi pa do pol metra gre, tlele zadnji je šplenta, pa prestavljaš kamor češ. Mimo dela deval kar na pol metra. Ima pa tale blokada oziroma tale cahar tudi 2 lukne. To je pa zato, da ne vem, ti če delaš na 33 centi drva, je vka točno 33 ali pa ene približno 2 centi manj, tako da imaš dobre 31 dolgega, da vka spraviš na paleto ali pa kakšne korita, tako da to imaš pa 2 fore, odvisno kam to skvadaš pa zlahaš. Tlele imamo tudi skiro not, tale 4-delna, je pa več variant, ki do 12-delno se dobi. Tale je 12-delna, tale je 8-delna, taj pa mislim, da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tlele imamo še malo olja, rezervno, ketno, če jo molih skrhal. Dan je na kardan, tam 440 obratov približno bom naštelal. Kakor se vi smo malo zadnjo že jumper zbil, tako da ene majhne rajkanje smo že dejali, da smo malo probavali. Danes pa jih ne bo zares. Evo desno, levo, za tele varige, to je pa tale. Evo, nazaj, tole je za brzino traka. Evo, bolj počas, ali pa hitri. V glavnem brezstopenjska zadeva, zato ker je na hitro motor. Tole je za hitro žage, tole je pomik traka levo desno. Evo, tokle se maksimalno zasuče. Za 12 stopinj mislim, da se zasuče. Zadnji tudi ena tipka. To je pa zato, da imamo več funkcij. Trak stegvaš, pa skrb daješ. Pa imamo tole za dvig skire, tele, evo. Višino štelamo. To pa malo nastaviš odvisno, kakšen konc hloda imaš node, tega približno enakomernosti. Tale ta spoden je za tole misco, jo vam porine. To je pa za ta zadnji del hloda, da te napade dol, ampak da ga misca majh ne drži. To, da se na pokonc ne postavlja, se bomo pa videli, kako deval. Če daš komando gor, gre tale spilc naprej. Imamo pa varianto tudi za tale spilc. Če imaš ti, ne vem, 33 hlod,
Vka tega na 33 lela nastavimo, lela na 33, pošel pa majhen manj naprej. Da še hitri delaš, da tebi ne gre ta lapat do konca, ampak greš sam do ne 33 centi naprej, zato da je kuj plet za drugega, da dol pade pa gasa, da to sam šopa. Jaz bomo zdaj na 50 nastavljen, to se pravi, bo mogel iti do konca, zato da naredi plet za naslednje. Za nazaj imamo pa motorko, to pa kola. Evo, se lahko vidim. Tole pa prije malo, tale pa prime hlod, zato da se ne pravrača. Ka prvo tole prime, vse avtomatski naredi. S temole se pa štela, koliko ti imaš že verigo. S temole štelaš bolj ali pa manj. Tako da je zadnji pa tudi tole kanister za olje, ki ima že žago. To se pravi, ima dva kanistra za olje. En je za tisto hidravliko, za pumpe gonet, eden je pa za žago. Tlele so pa tile stene. To je izredno močno narejen iz Skardoksa pa to, zato ker to sila pride, če se te bo stran postavil, ker to našpona, to mora zdržati in ne sme zadeva napikna naratati, ampak mora biti skozi, koliko se zagre. Tako da je tele ena taka semič platan od Skardoks, pa ne vem koliko vse pojačan, zato da je zadeva zbira, da ni vse napiknem pa pokrivljen. Tako da ja, kar šuna čakal. No pa za tole verižno rampo, kaj povem, da se dobi tudi vka na kolesah, tako da jo, kaj za zboj voziš, ker drugače je dosti taka narodna za prekladati. Pa pride tlele zadnji priklop, pa fletno prpneš, pa peleš. Tu imamo tlele tole tipko. Zadnji ima pa tele jezičke, a se vidijo. To je pa zato, da ločuje, tako daš malo naprej, da padajo, pa nazaj, da je eden pa po eden hod, da je preveč. Tako lahko malo popraviš, kje prihaja. Evo, za zadnjega spet misca, pa gremo. Pa zdaj pa tudi misca avtomatsko bo spravil. Tale je pa tudi v redu. Evo ga, zdaj se pa takole poj nabira. Tu spodaj čistil z umazanijo, da takole trske poj letejo. Zadnji pa žaga ne leti. Evo, tlele ven pa poj žaga ne pada. To kaj vse z eno roko diva, brez problema. Gor pa plet ne leti v prikolco. Evo, takole pa skepoj. Nek sir dele, za takole hlodovino, nek sir konca je kar likem prav. Vka pa tudi štelaš brzino žage. Da je odvisno, koliko je trpič, pa kakšen je, jaz sem zdaj nek nesred, pa je lik prav. Opa. Tele komande imaš hitr not, je čist simpel. Pa tudi tale listek, ko hlod prije do njega, se malo odmakne, zato da ga nič ne drži, da sam dol pade. Če ga pa preveč ne šponaš, ima pa not feder, da se takole odmakne. Tako da se kdaj kakšen malo zabije, pa tudi če je kriv ali pa to, kaj je treba že prej malo pravilno vžagati. Če je preveč kriv, se je zatikval, to je treba že prej malo misliti, no ali pa pojte lahko malo prežagati. A vidiš, takla, čim manj je tigala, tam bolje. Zato da trak ne drži, bolj je gladek, hitri vzkor. Tako da se kdaj kažem čez kilo postav. In zato je tudi tele odpisal jačan s Skardoksom pa s takim materialom, ena taka sandwich varianta, da je to drži, da ni vse napikne pa skvan, pa pokrivljen. To je dobro. Ženka, sem s fanti zmenjen spet. Če takoj mene ubogaš, te pošljem bratce štet. A jaz ne morem, Daj no. ne morem, Daj. ne morem, moja. Saj bom, No vidiš, saj bom, bo šlo? saj bom, že grem, 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 že grem. No pa je šel vseki rozil, nasika drza, meseca dva.
Penas, prej nisem več kazal. To je pa dvignemo. Evo ga. Evo sem delal. Najprej štimana. To je pa to, zdaj pa kot pelamo. Grem kar po mehanskega, da še unga vidimo, kako gre pa runmo. Čeprav sem se lih tega navadil, ojga. Zdaj bomo pa še tola probali z mehanskim komandom, tala kebel, da gre trak ven. Tola, če malo ga dol damo. Kaj pa ćemo? Levo pa desno sukati, pa isto. Tam, kot pa tole zajlo potegnem pa na roke. Tale komanda gre za trak, naprej. Poče dano pa tele gore knofot. Če knofot tisnovo gre pa kontra. Brez knofot nekole. Pojde žago sprotno, bomo tigale. Ni tako, da mu sam komando daš od prvoren. A vidiš? Tale zadivca je tako prime, tale je za verige zadej. Tole je za mišco, tale pa poj za ročno, za bat, za spivc. Tale pa poj za višino spire. Evo, tako da se predstavlja gor ali pa dol. Je pa pri temu tudi razlika, da nimaš une fore 25-30 pa pol metra knofa. Unde gre bat, malo manj kokrat do konca, tle gre pač skoro do konca. Skoro isto hitro kogat pa reun bo učtem. Ne rabiš tega ne dol pritiskat, no. Zato še samega sebe dol počil, da sam spiro. Kako da pa te notno bolj vidiš, da se tiskaš še po koncu postav. Tako se zamenja žago. Tako da se dvigne, zraven prideš. Pa fletne odšraufaš, če se dva šraufa. Isto kot pri motorku v glavnem, no. Se ni bene umetnost. Če imaš veliko blata gor v dolake pa tega, se te poji tala kitna dosti hitro skrha. Pa je pa treba brusati, pa menjati, pa reku spet cajt, pa denar. V glavnem, evo, to je to. Predstavil sem dve rezalno cepilne od Krpana, to se pravi tole mehansko varianto, pa pro varianto, tisto na joystick, to se pravi na štrom. Je pa res fajna zadeva, se pravi. Daj, če imaš kakšne grde hlode, kaj zavite, kaj taha, je treba že prej mogli je, da je tako prežahaš, da je približno naravnost prištiman, drugače tlele zadnji zatika. Zadeva je varna, je v glavnem toliko zaščiten, tudi pokrov dvigneš, vse skaj počaka, tudi toliko krog gre ven, nobenega pritiska, noben stvar. So pa vse trije modela v osnovi enaki, no, 4 pumpe, da to gor vsako komponento posebej, to se pravi žago, trak, spivc. Probal sem tele dve zadeve, mehansko pa pro varianto, sta kar dosti podobne, zunaj smo hitri, zato ker je računalnik not in to pa res leti, se pravi, tam sem joystick takole mal, pa tiste tipike pritiskaš, ni drugega. Tlele imaš pa pač malo več diva, ampak je pač vsem pol avtomatski, nisem nič kaj dosti počasnej. Tako da je verjetno tudi tale zadeva malo cnej, za cene ne vem, ampak če bi kdo rad mu kakšno ponudbo, pa ne bo le kar Krpana vprašate ali pa njihove zastopnike, pa bomo več povedali. Pa se pa vidimo še pri kakšne drug reč, to je pa to. Živ!